Spoštovane dame in gospodje, izjemno čast mi je, da smem danes pozdraviti in izreči dobrodošlico velikanom sodobne slovenske umetnosti, ki so se v svojem umetniškem delu ne le dotaknili, ampak obenem prispevali v zakladnico ustvarjalnosti lokalnega in regionalnega pomena. V Ljutomeru z veseljem povemo, da smo ponosni na naše tradicije, od vinarstva, konjeništva do izročila, ki je nastalo v zavetrju zagona velikanov, kot je dr. Franc Miklošič, ali zanosa in samozavesti poganjavcev taborskega gibanja in boja za narodno zavest, ter inovativnosti ljutomerskega avtorja prvega slovenskega filma, dr. Karla Grossmana. Ob napovedi izida knjige Erato, ki je seveda nastala v sklopu ETK-ja, se pravi Evropske prestolnice kulture, Maribora in partnerskega mesta Murske Sobote, kjer je tudi že od 16. novembra postavljen, lahko rečem zdaj že brez kakršnega koli pretiravanja, en najznamenitejših slovenskih kipov oziroma ena najznamenitejših skulptur, ki je dejansko že v 2 mesecih prišla tudi na internetne, svetovne, prikazovalne emisije in strani najznamenitejših kipov. Začelo se je bolj kot šala, nadaljuje se resno, zaključili bomo tam, kjer je Irena Brunec, avtorica tako knjige, oziroma soavtorica, idejna voditeljica. Nikdar ne boš znala, kako se brablji na testriji celi mili dinki šuje. Kako se vrone na tondrovdi sveklo pogleje. Kako ena stara stroka ob te dvoriščaj grdo ukradne, te pa pod večer skisli se papiri pod perot spadne. Torej, 9 muz je in smo jih poimenovali panonske muze. Niso tiste grške muze, ampak panonske muze, ker nekako jih hočemo vkomponirati v ta naš prostor in seveda tudi čas. Sebi in je zagotavljali delo pri svojih delodajalcih. Pot je prekmurske izseljence sprva vodila v Severno Ameriko in Kanado. Zaposlovali so se po različnih krajih na najtežjih delovnih mestih, da bi čim več zaslužili. Moški so delali v težki industriji in gradbeništvu, ženske v tobačni in tekstilni industriji. Tako je na primer samo v mestu Bethlehem v Pensilvaniji živelo okoli 18.000 prekmurcev. Pesmi iz cikla Pesem o roži. Prva je Odstevanje. Ko v sanjah hodim vate spat, sem tak, kot me sanjaš. Sem tistemu vsaj malo brat, ko k sebi me prislanjaš. Ko iz globine vame greš z drhtečimi rokami, sem malce tudi tisti cvet, ki te k dotikom mami. Ko si kot dar položena med mano in svetovi, sem malce tudi tisti sad, ki greješ Gospodljubi. Že v bistvu bi jaz rada malo pojasnila, kako je do te ideje prišlo, kako je do ideje muz sploh prišlo in zakaj ravno muze. To za začetek. Potem bom vam predstavila malo teh simboličnih pomenov, kaj sem komponirala v celotno kompozicijo, zakaj ravno ti elementi in ne kakšni drugi. Skratka, ko smo se že pred začetkom EPK županom pogovarjala, z županom Murske Sobote Štihcem pogovarjala, da bi predstavili nek projekt oziroma da bi se naj v Murski Soboti naredilo nekaj skulptur, ki bi imele vsebinske pomene, ki bi se nanašale na zgodovino Prekmurja in Pomurja in tudi širše. Je rekel, da bi rad po Murski Soboti postavil več skulptur, ki bi obiskovalce pač opominjale, spominjale in predstavile nekako zgodovino našega mesta in regije. Potem sem jaz razmišljala, ker tisti, ki poznate moje delo, ali pa tisti, ki ga ne, nekaj je omenjeno tudi v knjigi, pri biografiji. Jaz se delam svoja umetniška dela v glavnem tako, da si postavim nek okvir. Naprimer, se odločim, da bom naredila neko serijo, opus,
In okvir si pa naredim zato, ker je domišljija tako neomejena in jo tako težko kontroliram, da si sama sebe malce omejim in se potem odločim za neko temo, potem to temo raziščem iz vseh aspektov, vseh možnih zornih kotov in potem se tukaj noter gibljem in dodajam pač svoje izkušnje, svoje znanje, komponiram nad tem posameznim elementom. Pesem že legla med sence na robu spomina, v kitari bo nekaj ostalo in zunaj bo čudna tišina, na mizi bo mrtva resnica, kaj vse so nam vzeli in kaj dali, krčmar bo zaspal brez računa, le luzerji bodo ostali. Odšel bom iz tvojega mesta proti svetlobi na koncu. Nekoč bom umrl za svobodo na trgu, ki se dviga k soncu. Nekoč bom umrl za svobodo na trgu, ki se dviga k soncu. Živela bo pesem o fantu, ki duše ni hotel prodati, po ulicah vaših je hodil, zavedno ostal je pred vrati, ko svet bo drugačen čez leta, tale pesem bo mogoče izpeta, takrat boš spet malo ljubila in zopet lahko živela. Verjela boš lepim besedam, verjela boš zjutraj tišini, verjela boš fantu s kitaro, ki tiho bo šel med spomini. Verjela boš lepim besedam, verjela boš zjutraj tišini, verjela boš fantu s kitaro, ki tiho bo šel med spomini. Res, Irena, iskrena hvala, da si pripeljala to v Ljutomer, mi smo počaščeni in želim vam res še veliko prijetnih trenutkov na današnji dan, na predvečer kulturnega praznika. Hvala lepa.